Zdravo, se lahko prosim predstaviš ime, priimek in zakaj si se včlanila v Mastercard športno akademijo? Zdravo, jaz sem Deja Adamič, prihajam iz področja futsala, ki ga mnogi verjetno še ne poznate najbolje. Včlanila sem pa se v Mastercard športno akademijo, ker si želim, da se tudi futsal malo bolj razvije. Po drugi strani pa me zelo zanimajo še druga področja, kot so psihologija, prehrana, kinezioterapija in se mi zdi, da bi lahko dobila dobre odgovore na moja vprašanja in neke nove izkušnje. Kateri od 6 temeljev, ki se jih bomo učili v športni akademiji Mastercard, se ti zdi najbolj pomemben in zakaj? Jaz bi rekla, da so vsi temelji zelo pomembni in da ravno vseh teh 6 temeljev gradi nek mozaik do uspeha. Sigurno je trening pomemben, vendar če ni zraven pravega psihološkega pristopa, potem po drugi strani prave prehrane, za nek večji uspeh ne bo dovolj. Kakšni so tvoji cilji v športu in pa nasploh? Moji cilji v športu so predvsem, da bi se mogoče futsal razvil tudi na mednarodno raven. Trenutno smo začeli tvoriti tudi državno reprezentanco, smo se udeležili tudi kvalifikacij, vendar Slovenija še trenutno ni na nivoju, da bi se lahko primerjala z nekimi večjimi evropskimi državami. Pokazali smo že napredek, da se lahko kosamo, vendar bo treba vložiti še veliko cilja. V skupini imaš možnost druženja tudi z ostalimi športniki, komunikacijo z njimi. Se ti to zdi prednost in če je tako, zakaj? Ja, sigurno je to prednost, saj vsak športnik ima druge izkušnje, vsak ima neko svoje znanje iz svoje športnega panoge in se mi zdi, da če to skupaj združimo, da lahko naredimo veliko koristnih stvari. Kaj misliš o tem, da nekateri športniki dosežejo svoje zastavljene cilje, drugi pa pač žal ne? Zakaj misliš, da je temu tako? Ja, mogoče ravno zaradi tega, ker ni dovolj sam trening. Nekateri mislijo, da je količina treninga, ne vem, 2-3-urni trening dovolj, vsekakor pa je včasih več vredno enourni trening in da je zraven vključena prehrana, ta psihologija, rehabilitacija, stretching. Mogoče ravno je to ključ ko loči vrhunske od povprečnih. Kaj je tvoja največja prednost? Pa hkrati, kaj je tvoja največja slabost? V futsalu ali na splošno? Na splošno? Mogoče je moja največja prednost to, da sem kar drzna, da se ne bojim nekih novih ciljev, da sem pripravljena trenirati in vlagati neko novo znanje. Slabost pa mogoče, da včasih na kakem področju prehitro obupam, če ni takojšnjega rezultata, ne vem, po 2-3 treningih pa mislim, da to ne bo šlo. Pri katerem temelju imaš največ prostora za napredek? Pri psihologiji. Mislim, da je to ta temelj, ki ga še mladi športniki nismo odkrivali, tudi po klubih se običajno z mlajšimi generacijami ne dela toliko v to smer in se mi zdi, da tu imamo največ prostora za napredek. Hvala lepa.